In prehajamo na 5. točko. Predlog sklepa o potrditvi DIP-ov za objekte projekta Elena. Predlogi sklepov in DIP-ov so objavljeni v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalci pa Boris Ravbar, Katja Kunstelj, Katja Vegel, Urša Mihelčič Glavan, Lili Juhart Mastikosa, Pepca Podgoršek, Sara Sitar in Matija Matičič. Besedo ima gospod Matija Matičič. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz prihajam z podjetja Sol, ki je pripravil dokumente identifikacije investicijskih projektov, DIP-e, energetskih sanacij, javnih objektov in namestitve sončnih elektrarn. Predmet so glasbena šola, knjižnica, vrtec Antona Medveda Tinkara, Stari grad in mestno kopališče. Zdaj na kratko v ozadju in namenu. Zdaj občina Kamnik je pristopila k mehanizmu Elena Energy, v sklopu katerega se sofinancira priprava dokumentacije in na ta način so se pripravljeni razširjeni energetski pregledi, investicijska dokumentacija in nadalje projektna dokumentacija. S tem bo v bistvu občina Kamnik imela pripravljeno dokumentacijo za prijavo na javne razpise, ki so strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo predvideni konec leta 2023. Hkrati pa se s tem uresničuje tudi izvajanje ukrepov zastavljenih v lokalnem energetskem konceptu. Zdaj, kot ste verjetno seznanjeni, se z letom 2023 stroški za energijo bistveno povečujejo. Trenutno se sicer z regulacijo cen vpliva, da so cene nekoliko nižje, kot so cene na borzah. V prihodnosti ni pričakovati, da bi se te cene kdaj spet vrnile na raven leta 2020-2021 in z ukrepi energetske sanacije in postavitve sončnih elektrarn se vpliva na zmanjšanje rabe energije in posledično na zmanjšanje stroškov. Sončnimi elektrarnami pa tudi na določen delež samooskrbe in povečanje deleža obnovljivih virov energije. Zdaj predhodne idejne rešitve oziroma študije, na podlagi katerih so bili pripravljeni DIP-i, so razširjeni energetski pregledi, ki so bili izdelani za vse stavbe, ki so predmet. Za knjižnico Franceta Balantiča pa je poleg razširjenih energetskih pregledov bil pripravljen tudi idejni projekt za rekonstrukcijo in prenovo notranjosti, ki je tudi upoštevan pri pripravi DIP-ov. Zdaj iz citiranih dokumentov so povzete ocene investicij, ki so pač novelirane glede na današnje stanje, to je z upoštevanjem inflacije, in so v bistvu razdeljeni na posamezne kategorije stroškov, skladno z pač navodili ministrstva. To so stroški svetovalnega inženiringa, ki vključujejo vso to dokumentacijo, katero sem že naštel, gradbeni nadzor, varnostne načrte in tako naprej. Potem so gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, vključno z dobavo opreme. Zdaj ta so v bistvu razdeljena na podkategorije, ki so vezane na v bistvu energetsko sanacijo toplotnega ovoja, to je fasada, stavbno pohištvo, streha, potem sanacijo razsvetljave, potem posodobitve ogrevalnih sistemov, menjavo vir ogrevanja, ločeno sončne elektrarne in na koncu tudi organizacijski ukrepi in energetski monitoring, ki je potem potreben za spremljanje pač prihrankov po izvedenih ukrepih. Potem so še stroški informiranja, komuniciranja, ti so vezani na same predvidene razpise in ostali neupravičeni stroški, ki pa so v bistvu zdaj v primeru knjižnice rekonstrukcija, potem obnove notranjosti, zbiralnik deževnice za primeru vrtca. Ocene investicij zdaj za te kategorije stroškov so povzete v te preglednici. V skupni vrednosti investicije zdaj tudi vključena rekonstrukcija knjižnice Franceta Balantiča, ki v bistvu predstavlja okoli 1,5 milijona in je pač z vidika energetskih sanacij neupravičen strošek. Zdaj mogoče posamezne specifike na kratko za stavbe, ki so predmet. Zdaj glasbena šola in knjižnica sta predvidena celovito energetsko sanacijo,
kot sem prej navedel, zdaj potem je predviden tudi prezračevanje z vračanjem toplote, ker gre za objekte, kjer se zadržuje več ljudi. Pri knjižnici tudi seveda rekonstrukcija z obnovo notranjosti in sprememba strehe, tako naprej. Zdaj pri vrtcu Tinkara v bistvu je poleg same celovite energetske sanacije predvidena tudi zamenjava vira ogrevanja za toplotno črpalko, hkrati pa so bile v bistvu identificirani določeni problemi, to je problem radona, ki se v bistvu sanirajo sočasno z izvajanjem energetske sanacije. To pomeni, da bi v bistvu, ko se bo izvajala hidroizolacija na zahodnem delu stavbe, se izvedla poklicali tudi strokovnjaka za sevanje, ki bi potem predlagal ustrezne ukrepe za sanacijo te problematike. V sklopu gradnje deževnika, zbiralnika za deževnico, pa se uredi tudi problem z kanalizacijo, ki se pojavlja na objektu, da se loči meteorne vode od samih fekalnih vod. Pri Starem gradu je poleg energetske sanacije predvidena tudi ureditev nadstropja. Pri bazenu pa v bistvu, bazen je pa specifičen, pa ni predvidena celovita energetska sanacija, ker gre za stavbo, ki ni celoletno v uporabi in pretežni del stavbe zaseda bazenska tehnika, ampak gre za v bistvu zamenjavo vira ogrevanja bazenske vode, ki je tudi glavni strošek za bazen. Na podlagi ocene investicij je bila potem pripravljena finančna konstrukcija ob upoštevanju določenih predpostavk. Zdaj, kot že prej omenjeno, se priprava dokumentacije sofinancira iz programa Elena Energy, potem pa je v bistvu v finančni konstrukciji upoštevano tudi, da se za celovite energetske sanacije občina prijavi na predviden javni razpis v 4. kvartalu 2023, to je za energetsko prenovo stavb javnega sektorja, za sončne elektrarne pa tudi na javni razpis, ki je tudi predviden konec letošnjega leta. Zdaj, stopnja sofinanciranja je povzeta na podlagi zadnjih razpisov, ki so bili objavljeni, in bo natančno znano potem, ko bodo objavljeni ti novi razpisi. Preostali del sredstev pa pokriva občina iz lastnega proračuna. Zdaj, ob upoštevanju teh predpostavk je bila ocena investicije razdeljena na upravičene, neupravičene stroške, potem, kjer so upravičeni po programu Elena, po programih Evropske kohezijske politike in potem ocenjene stopnje sofinanciranja in lastnega financiranja. To je bilo v bistvu zdaj pripravljeno za vse objekte in tukaj je pa v tej preglednici povzetek po objektih, kjer so v bistvu navedeni upravičeni stroški in ocenjeno sofinanciranje. Zdaj, tukaj gre za ocenjeno sofinanciranje na podlagi preteklih razpisov, ker trenutno ni razpisa, ki bi bil aktualen. In na koncu tudi lastno financiranje, ki predstavlja sredstva občinskega proračuna. Zdaj, v tej vrednosti je vključena tudi rekonstrukcija knjižnice, ki je dobre 1,5 milijona evrov. V sklopu DIP-ov so bile vrednoteni tudi učinki investicij, to je v bistvu opredelitev prihodkov in stroškov. Prihodki projekta skladno z navodili ministrstva predstavljajo razliko med stroški, ki so v bistvu sedaj, to se pravi brez investicij, in stroški, ki bodo nastali z izvedbo investicij, torej prihranki. Prikazano je za 2 scenarija, to se pravi po modelu, javno-naročniškem modelu, to pomeni z lastno financiranje, in po modelu javno-zasebnega partnerstva, in je tudi osnova nadalje za finančne analize. Učinki investicij, v bistvu te prihranki letni, so ocenjeni na okoli 90 tisoč evrov na leto, pri čemer smo tukaj v bistvu referenčne porabe zadnjih 3 let upoštevali in stroške, ki so že v letu 2023, to se pravi cene energentov, ki so danes, ki v bistvu bolj realno odražajo stanje, ki bo tudi v prihodnjih 15 letih. Zdaj, v 15 letih nediskontirani prihodki oziroma prihranki so približno 1 400 000 za vse obravnavane stavbe. Na podlagi
V nadaljevanju je bila narejena tudi finančna analiza, kot že navedeno, po javno-naročniškem modelu in po modelu javno-zasebnega partnerstva. Takšne so zahteve ministrstva. Upoštevana je bila 4% diskontna stopnja za javnega partnerja, 5% za zasebnega, ekonomska doba je 15 let in za namen finančne analize so bili potem določeni 4 kazalniki, klasični neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, relativna neto sedanja vrednost in doba povračila sredstev. Zdaj iz rezultatov finančne analize izhaja, da v bistvu za vse investicijske projekte neto sedanja vrednost negativna za oba scenarija. Iz projekcij prihodkov in stroškov je razvidno, da kumulativno gleda na denarni tok negativen. Vse to govorimo v referenčnem obdobju 15 let. In v bistvu pač rezultat izračuni finančnih kazalnikov nakazujejo na to, da je v bistvu investicijski projekt upravičen do sofinanciranja iz strani evropskih kohezijskih sredstev. Pri čemer je tukaj potrebno poudariti, da je zdaj ekonomska doba 15 let upoštevana, dejansko pa bodo predvideni ukrepi imeli daljšo življenjsko dobo, ne bo treba po 15 letih ponovno energetsko sanirati teh stavb in bi v bistvu in bojo potem tudi večji prihranki tudi nadalje. Zdaj, poleg navedenega investicijski projekti prinašajo tudi druge družbene učinke in eksterne koristi, kot je v bistvu sama oskrba na občinskem nivoju, potem je primeri dobrih praks za lokalno okolje, izvedba investicij in tako naprej. Na podlagi izdelanih DIP-ov izhaja torej, da so investicijski projekti smiselni in nujni za doseganje učinka prihrankov rabe energije in posledično zmanjšanja stroškov. Z uvajanjem obnovljivih virov energije se na območju občine Kamnik povečuje tudi samooskrba in hkrati delež obnovljivih virov, hkrati se zmanjšuje ogljični odtis občine in skladno z navedenim se pač predlaga, da se dokumenti identifikacije investicijskih projektov potrdijo in se pristopi k pripravi nadaljne dokumentacije, to je v bistvu projektne dokumentacije, PZI, IDZ in investicijskega programa ter drugih aktivnosti opredeljenih v DIP-ih. To bi bilo na kratko vse. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine. Svetniške skupine. Gospa Bojana Pančur, izvolite. En lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da je že gospod veliko povedal, tlele bi pa samo podala stališče naše svetniške skupine in sicer podpiramo vse te predstavljene sklepe. Mislimo, da je pomembna za občino, da se te stavbe energetsko sanirajo, saj so vse te stavbe, ki so navedene, v bistvu nepogrešljive za občino. Podpiramo pa tudi, da se bo v sklopu tega končno začela urejati tudi knjižnica Fraceta Balantiča, za katero je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje. Mene osebno zanima, če se mogoče v bodoče razmišlja tudi o energetski sanaciji ostalih javnih stavb v občini, ki jih je še precej, na primer kulturnih, gasilskih, domov krajanov in tako naprej. Hvala. Hvala. Besedo ima magistrica Ema Rode, izvolite. Ja, hvala za besedo. Svetniška skupina Lista Mateja Slaparja je mnenja, da si ta točka dnevnega reda zasluži posebno pozornost. Vsebina sklepa, kot jo predlaga predlagatelj, je imela namreč v našem predvolilnem programu posebno mesto. Kolikor pa smo lahko spremljali soočanja in tudi programe ostalih, ki sodelujete v občinskem svetu, razumemo, da smo vsi kot eno od prioritetnih nalog zaradi situacije na trgu z energijo, onesnaževanja okolja in prizadevanj za zmanjševanje stroškov izpostavili naslednje cilje. Zmanjšanje porabe energije, povečanje rabe obnovljivih virov energije, znižanje stroškov energije, znižanje stroškov upravljanja in vzdrževanja ter zmanjšanje emisij CO2. Prav navedeni cilji so specifični cilji investicijskih projektov, opredeljenih v obravnavanih DIP-ih. Seveda bi lahko razmišljali še o drugih projektih,
ampak nekje je potrebno začeti. Lahko se tudi zgodi, da bo kateri od predlaganih projektov izpadel iz razpisa. V vsakem primeru pa so to projekti, ki se jih bomo morali v prihodnje lotiti, le da jih bo treba takrat izvesti zgolj z lastnimi sredstvi občine. Seveda se zavedamo tudi finančne obremenitve proračuna, ki bo zaradi izvedbe teh investicij morda terjal zamik nekaterih drugih projektov za leto ali dve. Zato pa bo treba izkoristiti še vse druge državne in evropske razpise za te investicije. Prepričani smo, da jih bo nekaj, saj vsi stremimo k večji samooskrbi, manjši porabi, zniževanju stroškov in čistejšemu okolju. To pa so cilji nas vseh, ki ne delijo, ampak kličejo k sodelovanju. Svetniki Liste Mateja Slaparja bomo ambiciozni program in predlagane DIP-e za vseh projektov podprli. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima Aleš Lipičnik. Hvala. Lejte, jaz sicer energetsko prenovo nimam s tem nobenih težav in tudi vemo, da je treba poskrbeti za to, da ne trošimo energije v nesmiselno. Me pa pri celi zadevi znotraj tele predstavitve zbodel, ena popolna cenovna nesorazmerja. Za tega bi naslovil prvo vprašanje. Po teh kalkulacijah, o katerih smo govorili, koliko je cena energetske prenove na kvadratni meter, ker imamo občutek, da je ta cena enaka, kot če hišo enostavno podremo in naredimo na novo, ker smo cenovno gledano tam. In zaradi tega me v prvi vrsti ekonomska upravičljivost navkljub vsemu zelo zanima. Se pravi, ker če bomo prehranili 571 tisoč, če sem prav razumel, v 15 letih, dali pa 2,5 milijona za prenovo knjižnice oziroma energetsko, v tem primeru 5x15 let je 75 let. Zdaj 75 let pa ena knjižnica verjetno kljub vsemu ne bo trajala brez ene temeljite prenove. Kar z drugim besedom pomeni, razumem, da se kakšne od kalkulacij slabo izidejo. Težko pa razumem, da se to katastrofalno izidejo, da se tudi, če v 5 minutah celo stvar vidiš, da je stvar nesprejemljiva v vseh pogledih na celi črti. Tako da v prvi vrsti od predlagatelja, da pojasnim, koliko je cena kvadratnega metra energetske prenove in kako bi naj to ekonomsko upravičili v primerjavi s cenami novogradenj in z ekonomsko gradnjo, ki jo se ta trenutek tako ali pa drugače živimo v svetu ekonomije, mi nismo izvzeti iz pravil ekonomije, kar pomeni cena kvadratnega metra v Kamniku je več ali manj znana. Prosim za odgovor. Hvala. Hvala. Beseda ima Sandi Uršič. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Vsekakor mislim, da ni nikogar tukaj od nas, ki ne bi podpiral projektov v smeri manj onesnaževanja okolja, več pridelave lastne energije in tako naprej. Ampak tukaj imamo zdaj eno konkretno izkušnjo. V prejšnjem mandatu smo prvo v bistvu elektrarno montirali na javen objekt, Dom kulture Kamnik, in tukaj me zanima predvsem ena stvar, ker vemo, da je specifika pri elektriki, ki se s letošnjim letom oziroma s drugim letom se zadeva še zaostruje, kar se tiče obračuna in porabe. In zanima me, ali občina Kamnik pokoristi elektriko, se pravi to tisto, kar Dom kulture proizvede, pa na porab sam, ali je to elektrika, ki gre v omrežje in nič ne dobimo za to, ali je to elektrika, ki gre lahko na druge objekte, se pravi, da se od kompletnega računa, kako občina Kamnik plačuje, zadeva odšteje. Ker če je tako, kot je pri gospodinstvih, se pravi, da kar sam porabiš, vse ostalo šinkaš podjetjem, potem mislim, da se je konkretno treba vprašati, katero teh objektov porab
toliko elektrike, kot jo bo proizvedel sistem in kater ne. To je en podatek, ki se mi zdi pri sami elektrarni ključen. Ne vezujem se na Aleša. Vem, da so šle v tem obdobju zdaj zneski v nebo, ampak prejšnji mandat smo cel mandat se borili, kar se knjižnice tiče, da bi racionalizirali zadevo, zdaj smo pa na takih številkah, da kar malo pogledaš, ali je to novogradnja ali je obnova. Ne? In če si občina Kamnik lahko privošči v proračunu v naslednjih 2 letih vse te investicije, kapo dol, ne? Če so se stvari toliko spremenile. Potem bom vsako tako stvar podprl. Če je pa tukaj spet ena predstavitev za to, da bomo pol nekaj izmed tega dobili, me pa zanima, konkretno, kjer projekt je tukaj prednosten. Se pravi, od teh 5, kjer je projekt številka 1, tukaj mislim, da je županova beseda glavna, da se pove, kjer je projekt številka 1, kater je 2 in kater je tako naprej. Ker če bo treba pač se odločati, kaj ja, kaj ne, bo nekdo se to mogel odločiti. Ne? Tako da, hvala. Hvala. Beseda ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj 2 svetniški skupini sta naredili zelo lep uvod v to točko. Zelo podobne uvode smo poslušali leta 2016-2017 pri enaki točki obnova starega gradu. Zdaj se bomo v tej točki navezali bolj na obnovitev starega gradu. In pa dobro istočnico je dal tudi eden izmed pripravljalcev, da se z temi deli pričakuje tudi daljša življenjska doba samega objekta od 15 let. Zdaj v prejšnjem mandatu je gospod Smolnikar zelo veliko zašel v zgodovino. Danes se bom jaz vrnil v leto 2015, postavka obnova starega gradu, obnovljene elektroinštalacije 25.000 evrov. 2 leti kasneje, leta 2017, obnova starega gradu 115.000 evrov, izbrani izvajalec je upravil hidroizolacijo zunanjih sten, glajenje in brušenje sten, suhomontažna obloga stropov, polaganje keramike, vgradnja male čistilne naprave, ureditev prezračevanja, da malo skrajšam, montaža elektrike, luči in stikala in strojnih inštalacij in tako naprej. Leto 2018, obnova starega gradu, ponovno dodatnih slabih 190.000 evrov, izbrani izvajalec je upravil odstranjevanje dela parketa, demontaža klopi, postavitev konstrukcije za knauf obloge, instalacije elektrike in vodovoda, zunanjih estrihov, vgradnja novih PVC oken, polaganje keramike, vgradnja prezračevalnih naprav, izvedba knauf oblog, montaža elektrike, stikala, montaža notranjih vrat, lesenih oblog peči, slikopleskarska dela in tako naprej. V tem gradivu za današnjo sejo pa beremo, da so razlogi za namero za investicijo neustrezen ogrevalni sistem, neustrezna razsvetljava, neustrezno stavbno pohištvo, neustrezno stanje zunanjega ovaja stavbe ter neizkoriščenost potencialov za neobnovljive vire energije. Zdaj, če malo na hitro seštejemo, do zdaj smo v slabih 5 letih vložili 300.000 evrov v stari grad, nameravamo jih še 370.000 evrov, kar znese slabih 700.000 evrov v slabih ali pa dobrih 8 letih. Več kot očitno je, da naše obnove ne držijo niti 15 let, kaj šele kakšno leto več. Predvsem me pa zanima, ali za dela, ki so bila izvedena v letih 2017-2018, še veljajo bančne garancije in se določen teh stroškov lahko preveli na izvajalce, ki so glede na današnje gradivo svoje delo upravili nestrokovno in neustrezno in če lahko oni prevzamejo del teh stroškov. Drugo vprašanje se pa nanaša na priklop sončnih elektrarn in sicer ali imamo dovoljenja elektroupravljalca, da se sončne elektrarne sploh lahko priključijo na omrežje, glede na to, da ima ogromno fizičnih oseb problem, da zaradi neustrezne električne infrastrukture sončnih elektrarn ne smejo priključiti na elektroomrežje. Hvala. Hvala. Zdaj, en del odgovora bom jaz, ostalo bo povedal Matija. Zdaj, glede vrstnega reda je pač jasna zaveza, če želimo dobiti sofinancirane vse tele projektne dokumentacije strani sofinancerja, moramo vse te investicije vse narediti.
Torej vse, kar bomo dobili sofinancirati za projekte, moramo vse potem tudi izvesti do konca leta 2024-2025, ne vem, bo Matija povedal. Tako da, zdaj, vprašanje je, kaj je alternativa temu, ne? Vsi ti objekti so energetsko potratni, jaz mislim, da te stvari počasi bo treba narediti. Zdaj, če dobimo sofinancirano dokumentacijo, če je v konzorciju noter 20 občin, Pošta Slovenije, verjamem, da bo to tak velik pritisk na ministrstva, da bomo neka sofinancerska sredstva dobili zagotovljena in dejansko nam vseh teh investicij ne bo potrebno delati v lastni režiji, ampak bomo posod dobili sofinancirano. Tako za projektno dokumentacijo, kot kasneje tudi za same izvedbe energetskih sanacij. Zdaj konkretno glede Starega gradu, pač v tistih fazah so bile obnovljene pritličje, pa pač prvo nadstropje, pa se pravi vsi elementi notranje opreme. Zdaj se bo sanirala pač ovoj pa ta elektrarna, tako da gre za druge stvari, kot so bile takrat sfinancirane. Je pa dejstvo, se pravi, če se vprašamo, kaj je alternativa, torej ali te objekte pustimo take, kot so, ki so energetsko potratni, so neučinkoviti, so neizkoriščeni potenciali, se pravi za pridobivanje energije, lahko pustimo tako, pa ne vem, če bo to čez 10 let učinkovito. Jaz mislim, da je potrebno pač ta sredstva počrpati zdaj za pripravo dokumentacije in potem tudi za sofinanciranje teh, se pravi, ukrepov. V knjižnici govorimo že 10 let, da je potrebno prenoviti, da je potrebno mansardo urediti in v skladu s temi energetskimi ukrepi bomo pač postorili tudi vse tiste stvari, ki so v tistem objektu potrebne, prav tako v vrtcu Tinkara. Vemo, da je potratnost ogrevanja vode na bazenu velika, strošek v tem trenutku je okoli 60 000 za proračun in celotni strošek za 2 meseca je okoli 100 000 evrov za delovanje bazena in s to pridobivanjem energije iz sonca bo ta strošek lahko veliko manjši. Tako da toliko ugrobam, zdaj pa Matija glede še ostalih odgovorov, izvoli. Hvala za besedo, hvala za vprašanje. Zdaj, mogoče najprej, kar se tiče knjižnice. Zdaj, tukaj v te vrednosti 2,5 milijona, tukaj je v bistvu vključena noter rekonstrukcija in prenova notranjosti, ki je čez 1,5 milijona. Tukaj v bistvu sama energetska sanacija je v bistvu ocenjena na okoli 800 000 evrov. Pri tem je v bistvu tukaj knjižnica obravnavana kot knjižnica stavba, ki v bistvu to pomeni knjižnico, kjer je noter matična knjižnica Franceta Balantiča in tisti del, v bistvu, kjer je zdaj glasbena šola tudi noter. To je v bistvu stavba kot knjižnica Franceta Balantiča in za ta del je ocena energetske sanacije 800 000 evrov in tukaj je v bistvu potem ekonomika drugačna, če se računa prihranke na to. Pač vsekakor pa ni energetska sanacija javnih objektov, v bistvu prihranki, ki se bodo ustvarjeni, ne bodo pokrivali pa rekonstrukcije in obnove notranjosti. Zdaj, kar se v bistvu tiče Starega gradu, je v bistvu ni bilo tisto, kar je bilo narejeno nekvalitetno. Zdaj, kot je že gospod župan povedal, v bistvu prenovljeno je bilo stavbno pohištvo v kleti in pritličju. Zdaj, Stari grad je malo specifičen, je v bistvu tisto, kar je čist spodaj, je klet, potem je pritličje in potem je pa nadstropje, ki pa takrat se ni uredilo. In v bistvu je tukaj predvidena ureditev nadstropja, kjer so tudi okna niso bila zamenjana in je predvidena pač zamenjava stavbnega pohištva, hkrati pa je predvidena pač toplotna izolacija celotne fasade, to takrat ni bilo narejeno, in toplotna izolacija pač zgoraj strehe oziroma podstrešja, da bodo prihranki, ker zdaj v bistvu je tam so v bistvu je zelo hladno noter, po zimi. Zdaj, kar se pa tiče sončnih elektrarn, je zdaj v bistvu tukaj so zdaj dokumenti identifikacije investicijskih projektov in v nadaljevanju bodo pripravljeni investicijski programi. Še predtem pa bo pripravljena projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija bo natančno popisala te ukrepe, v bistvu bojo narejeni natančni popisi stroškov
in v sklopu priprave projektne dokumentacije za sončne elektrarne se bo tudi v bistvu sprojektirali elektrarne in potem videli, koliko so lahko velike elektrarne in podali za soglasje priključitev na elektro. Zdaj, glede na to, da so v bistvu te stavbe dokaj v bistvu na ne toliko obremenjenih transformatorjih, računam, da tukaj ne bi smeli biti večjih težav za priključitvijo v omrežje. Ja, mislim, da sem odgovoril na to vprašanje. Hvala. Še kdo? Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Zdaj ne vem, če smo se prav razumeli, kar se elektrarne tiče. Ne? Zdaj, če usporedenco s domačo hišo potegnem, ne? Če jaz plačujem 100 evrov na mesec elektrike, ne? In če je strošek elektrarne za mojo hišo 10-12 tisoč evrov, ne? Pomeni, da bom v 10 letih to investicijo pokril, če je zadeva na nivoju leta pokrita. Ne? Se pravi, če je življenjska doba, pol 15 let, bom 5 let profitiral. Ne? In to je tisto, kar mene zanima pri teh zadevah. Se pravi, sončna elektrarna na starem gradu, ali bo ta elektrika samo za stari grad, ali gre ta elektrika na skupen račun in se pravi, bo tudi, ne vem, občina Kamnik tlele luč svetila z tiste elektrike, karikiram. To je tisto, kar je bistvo pri investicijah v sončne elektrarne. Ne? To tudi vsak se sam odloča doma, se na podlagi tega ali bo delal elektriko na svoji strehi za družbo ali za sebe. Ne? Tako da, hvala. Hvala. Beseda ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz bom tukaj rekla, da sem zelo vesela, ne glede na vse, da se bo in upam, da se bo dejansko začel. Bilo je v našem volilnem, predvolilnem, povolilnem programu, to veste sami in zato bom z veseljem to podprla in upam, da se bo končno začel delati. Sploh glede na, če to dejansko drži, če bo na letni ravni prihranek sam na enoti Tinkara pri ogrevanju 26.720 evrov, je to več kot odlično. Hkrati se moramo zavedati, upam, da poznate kot občinski svetniki težave glasbene šole Kamnik, kakšne težave ima z ogrevanjem, da se jim je ogrevanje podražilo praktično na 5000 evrov mesečno, tako da bom rekla iz vaših ust v božje ušesa in čim prej. Ja. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleš Lipičnik. Hvala. Lejte, prej sem postavil vprašanje cena kvadratnega metra na te obnove. Odgovora ni bilo, bi prosil, če ga dobim. Drugič pa, zdaj se je kar naenkrat kalkulacija oziroma spremenila glede na prvotno predstavitev. Prej smo govorili o 2,5 milijonih, zdaj govorimo o 800 000 za sanacijo energetsko in ostalo o obnovi same stavbe, o kateri prej sploh ni bilo govora, kar je na nek način po moji oceni majčkeno podcenjujoče, ker če mislimo obnavljati knjižnico, potem bi bilo vsaj svetnikom to nekako etično povedati zelo jasno in ne skrivati obnove stavbe in jo zavijati v energetsko sanacijo. Se pravi, dajmo reči Bobu Bob in bodimo korektni pri tistem, kar si pripovedujemo. Ne smemo pretirano lagati. Tako da to bi bilo v bistvu... Tako bi bilo v bistvu... Prosim? Prosim, da pač ne govorite neresnic in nihče nič ne laže. V redu. Netočno je bilo. V redu. Najlepša hvala. Nasvidenje. Beseda ima Karla Urh. No, jaz bi mogoče, nisem dobila dobrih podatkov, malo me stvari so me zmedle, ker konec koncev sredstva kohezije se črpajo do 27. leta, če se ne motim, 26, nekaj takšnega. Zdaj, mi smo za to že kandidirali, a še nismo. Tudi mene zanima res ta kvadratni meter te energetske sanacije. In tudi res tale, bom rekla, vzpostavitev elektrarn, ker jaz se tudi sama osebno sem se zanimala
Jaz ne bi tako na počes rekla, ja, mislim, da bom. Ko že naprej vem, da ne morem. So mi povedali na Elektri v Ljubljani. Žal, no, mislim. In tle bo v bistvu tudi lokalna skupnost, občina, mi bomo morali sprejeti nek, kako ne rečem, neko uredbo ali nekaj in predpis, da se v bistvu prvenstveno, ker to ne stane veliko, da se položijo novi kabli, ki so zmogljivejši, kot se temu reče, a ne? Ker to zdaj gre samo za napeljavo, ki je preveč, torej neustrezna, no? Ker jaz nisem električar drugače, veste, ampak dejansko meni so povedali, da je neustrezna napeljava in da na to napeljavo te zmogljivosti, ki jih mi hočemo imeti na strehah, enostavno tega ne znesejo. Tu je treba v bistvu dejansko biti bolj, kako ne rečem, realno, ker mene določene stvari so tudi malo zmotile zdaj. Ker jaz osebno vem, da ne morem, mislim pa, da bi lahko. Ne morem, če so mi rekli, da ne morem. Skratka, to je informacija, ki jo rabim. Hvala. Karla, sosledje ali pa scenosled vseh dokumentov je pač tak. Najprej se moramo odločiti, narediti te dipe, jih potrditi, če le potem gremo iskati vsa soglasja. Mogoče kje ne bojo pustili in pač bomo mogli to reči, da tam ne bomo delali elektrarne. Ampak ne moramo pa prej iti že po soglasje, če sploh še niste potrdili dipov. Zakaj je bilo noter, se pravi, še rekonstrukcija knjižnice? Zato, ker bomo poskušali delati hkrati. Da ne bi delali rekonstrukcije, potem pa šele energetske sanacije. In bomo poskušali določena dela dati v energetsko sanacijo noter in jo prek dobiti sofinancirano. Zato smo zapakirali skupaj. Nihče ne laže, nihče nobenega ne zavaja. Gospod Matičič, izvolite. Ja, hvala. Zdaj v bistvu glede sončnih elektrarn je, kot je gospod župan ravno kar povedal, v bistvu je treba kot v bistvu na nadaljevanju pripraviti projekt in potem to dati na elektro za pridobitev soglasja, za priključitev. Ne. In na podlagi potem tega se v bistvu, na podlagi soglasja se vidi, koliko se lahko velika elektrarna priključi v omrežje. Je pa pač na elektro se ne more dati soglasje, dokler ni osnoven idejni projekt pripravljen za elektrarno. Zdaj, vezano na knjižnico, je pa v bistvu gospod župan že povedal, da je, mislim, da je v bistvu pač stroški bodo manjši, če bo do dela potekala sočasno, ne, ker je rekonstrukcija knjižnice predvideva tudi spremembo pač tam strehe in zdaj v bistvu delno bo to energetska sanacija, delno bo rekonstrukcija in pač bi bilo nesmotrno v bistvu rekonstruirati streho, pa potem se prijavljati na energetsko sanacijo, ker ne bo, v bistvu bi to izpadel ven. Potem pa vezano na v bistvu programsko obdobje oziroma objavo razpisov, zdaj glede na napovedi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, so konec leta predvideni objava razpisov za celovite energetske sanacije javnih objektov in v bistvu takrat, s tem, ko bo pripravljena vsa dokumentacija, se bo lahko za te javne objekte prijavili že na v bistvu prve roke, ne bo, ker drugače, ko je objavljen razpis in če takrat občina prične za pripravo dokumentacije, potem je nemogoče ujeti prvi rok, ker je v bistvu, kot ste videli, v bistvu treba pripraviti veliko dokumentacije in vsa ta dokumentacija je priloga prijave na razpis. Brez razširjenih energetskih pregledov, investicijske dokumentacije, izdelanih popisov se pač na to vrsto razpisa ne more prijaviti. Zdaj, kar se tiče evrov na kvadraten meter, tukaj zdaj verjetno mislite na neto tlorisno površino ali pač na fasado, zdaj na hitro, v bistvu to okoli 300 evrov na kvadraten meter neto tlorisne površine, če gledamo samo sanacijo. Zdaj je pa tukaj not vključeno tudi prezračevanje, ki je v bistvu visok strošek vedno. In v
v DIP-ih, a ne, so točno razčlenjeni stroški in je točno prikazano, kaj je kakšen strošek in tudi v bistvu v ločeni preglednici, kaj je upravičen strošek, kaj ni upravičen strošek in kakšna je možnost sofinanciranja. Hvala. Hvala. Še glede tega, kako bomo, ali bomo dajali v sistem energijo ali ne, odvisno koliko elektrarn bo dovoljenih in če bo toliko elektrarn. Zdaj letos bomo prvo naredili na šoli v Stranjah, dobili smo tudi že pozitivno mnenje Statika. In ko bomo vse te elektrarne zgradili, bomo mogli razmišljati tudi o podjetju, ki bo distributer te energije in da bomo to energijo uporabljali tudi za konec koncev za naše potrebe in za prejšnjo točko, ko smo imeli glede javne razsvetljave in tako naprej. Ko bomo videli, koliko bo vseh teh elektrarn možnih. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, energetska sanacija in sončna elektrarna javnega objekta Glasbena šola Kamnik, dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, energetska sanacija, sončna elektrarna in rekonstrukcija javnega objekta Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, energetska sanacija in sončna elektrarna javnega objekta Vrtec Antona Medveda, enota Tenkara, dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, energetska sanacija in sončna elektrarna javnega objekta Stari Grad nad Kamnikom in 5. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, energetska sanacija in sončna elektrarna javnega objekta Bazen pod Skalco Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.